Spoštovani, prisluhnimo, kaj je napisal neznani avtor. Obstaja pridigar stare šole, ki pridiga pogumno, vedno in povsod. Ni priljubljen, čeprav potuje po celem svetu in govori vse jezike sveta. Obiskuje revne in bogate, bolne in zdrave. Pridiga ljudem vseh ver in tema njegove pridige je vedno ista. V ljudeh vzbudi občutke, ki jih ne more vzbuditi noben drug pridigar, in privabi solze v oči ljudi, ki običajno ne jočejo. Njegovega argumenta ne more nihče ovreči. Ni srca, ki se ga moč njegove pridige ne bi dotaknila. Čeprav se ga vsi bojijo in ga sovražijo, njegovo pridigo vsi poslušajo. Ali vas zanima, kako je temu pridigarju ime? Ime mu je smrt. Vsak nagrobnik je njegova prižnica. Vsak od nas bo nekoč njegova pridiga. Smrt je gotovost, s katero se vsakdo sreča. Smrt je nepristranska do našega denarja, videza, zdravja, inteligence, veroizpovedi, morale, medicinskega napredka. Človek ima globoko notranje instinktivno hrepenenje po nesmrtnosti. V sebi čutimo, da je smrt protinaravna in bi morali živeti večno. To je dokaz, da nismo bili ustvarjeni kot umrljiva bitja. Človek hrepeni živeti večno. Zato se o smrti sprašujejo vse religije sveta. Znani psiholog Sigmund Freud je rekel: in končno je tu boleča uganka smrti, za katero še ni nobenega zdravila, niti ga verjetno nikoli ne bo. Freud je imel prav. Ničesar ne moremo storiti, da bi se izognili neizogibnosti smrti. Vendar se je kljub vsemu zmotil. Zdravilo proti smrti imamo, imenuje se Jezus Kristus. Apostol Pavel je zapisal: ker je namreč po človeku smrt, je po človeku tudi vstajenje mrtvih. Kakor namreč v Adamu vsi umirajo, tako bodo v Kristusu tudi vsi oživljeni. Sam Jezus je rekel: jaz sem vstajenje in življenje. Kdor vame veruje, bo živel, tudi če umre. In vsakdo, ki živi in vame veruje, vekomaj ne bo umrl. Veruješ v to? In jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu drugače kot po meni. To, kako gledamo na svojo smrt, določa, kako svoje življenje živimo. Kaj se zgodi, ko človek umre? Kaj pravi o tem Bog stvarnik? Smrt je posledica greha. Prava diagnoza vsake smrti je greh. Greh je vse, kar je proti ljubezni. Smrt ni konec življenja. Ko se duša loči od telesa, človek ne preneha obstajati. Lahko biva večno z Bogom ali ločen od njega. Znanost je dokazala, da se približno na vsakih 7 let celice v našem telesu v celoti obnovijo in da se obnavljajo celo možganske celice. Če smo stari kakih 50 let, živimo že v svoji 7. izvedbi, inačici lastnega telesa, čeprav imamo isto brazgotino, kot ko smo bili otrok. V nas je nova vsebina, čeprav živimo v istem telesu. Obnavljanje celic je dokaz, da smo živo dušo ustvarjeni za večnost. Kako ne bi bilo potem možno takšne obnove logično nadaljevati 100-krat, 1000-krat, milijonkrat, neštetokrat in večno? Zato apostolska veroizpoved pravi: verujem v vstajenje telesa in večno življenje.
Vesela novica zmage nad smrtjo prihaja prav s pokopališča, na prvo veliko noč, v nedeljo zjutraj, iz odprtega Kristusovega groba. Neki modrec je zapisal, da se splača živeti samo za tisto, za kar se splača tudi umreti. Umreti pa se splača samo za tisto, kar je nesmrtno in večno.